To, kar imam jaz, to je bipolarna motnja, ne bi se razvila že v drugem tromesečju nosečnosti in je skratka dedna. Ne. In pred 12 leti je bilo pa prvič, da sem nekako zaznal in pol vse do enega 18. leta se je to nekako kazalo, ampak pri 18 sem pa prvič šel na nek pogovor nekam, ne. Da sem rekel, ok, to pa zdaj moramo iti nekam. Da pride temno obdobje je res slabo in na tistem obdobju je res pomembno, da ti vsi pomagajo in stojijo ob strani in da komuniciraš te stvari, ker čim daš ven iz sebe, je že vsaj malček lažje in ja, črna obdobja res niso prijetna, no. Tako da jih ne želim nikomur, kdor jih pa imamo, pa želim, da bo boljše in hkrati, da nekaj naredi, da bo boljše in to je pač stopiti korak proti strokovni pomoči, no. Jaz sem isto človek kot vsi ostali, isto imam sram s tem, da ga pač ignoriram, oziroma sem se odločil, da bom ga potisnil na stran za voljo sebe najprej in za voljo drugih v drugem koraku. Vseeno sem tak egotripaž, da najprej bom poskrbel zase. In ker je to pač bolezen, dejstvo je, da se ne moramo pretvarjati, da je to samo neka modna muha ali pa da je to v bistvu prehodno. Ni, to je bolezen, treba jo zaznati, treba jo zdraviti. Če ne boš zdravil, bo slabše. Zlomljena noga, odprt zlom, kaj boš rekel, to je prehodno, se bo že samo zacelilo, ne bo se. Moraš iti na operacijo, moraš dati zraven, moraš to zakrpati, dati antibiotike, zapreti. Isto je tukaj, pač enostavno moramo nehati se delati, da je to neka modna muha in samo nekaj, kar bo šlo samo mimo, ker ne bo, ker bo slabše, sčasoma je slabše. To se lahko tudi slabša stanje 5 let, pa ti ne veš in ko pol udari, misliš, da je samo takrat. Ne. To je od takrat. Hvala Bogu, da imamo v Sloveniji sploh še dostop do tega in da je to še zmeraj del zdravstvenega zavarovanja obveznega in ne rabimo plačevati ogromnih zneskov, tako da Slovenci zastonje. Ja, jaz sem se vsak dan zbudil tako, kot da me je ratrak povozil, dejansko brez energije, vsi sklepi so me boleli, nisem se spočil po noč, imel sem motnje spanja, nisem uspel povezati nekih normalnih počitkov, tudi powernapi, dejansko se nisem uspel tako sprostiti, umiriti, da bi lahko tudi čez dan kaj počil in to se mi vse začelo nabirati in to me je postavljalo pol v neke občutke obupa, apatije, tesnobe, skratka, nisem imel prave energije za to, da bi sploh lahko funkcioniral 100% in ja, v tisti točki sem spoznal, da je treba nekaj spremeniti, da je treba poiskati neke vrste pomoč. Pomaga vse, ne, od strokovne pomoči, ki da svoj del, do nekih pogovorov, ki so res mogoče intimni, bolj iskreni in vsebujejo pač samo refleksijo do tega, da se večkrat probaš ustaviti, povečati stik s sabo, se zavedati, kje si, kaj delaš, kako si, iskreno si odgovoriti na taka vprašanja, tudi priznati napake, priznati, ko ti kaj ne gre, občutiti neke občutke šibkosti, ranljivosti. Nihče se bolj ne briga za nas, kot se mi sami zase, to je tudi on povedal in se mi zdi, da to je kar vredno večkrat si zapomniti in si nekako ponoviti, zato da dobimo širši kontekst, širšo sliko in zaradi tega tudi, da se na nek način razbremenimo.